Razlike v dojemanju koronavirusa pa ne nastajajo samo med državami, pač pa tudi med zakonci povsod po svetu. In pri tem Slovenija ni nobena izjema. Vsaj če sklepamo po naslednjem paru. A vas je kaj strah glede na aktualne? Ja, je. Je? Mene je. Mene Seveda, da je. On pravi, da ga ni, ampak Kaj se mi mene je. strah? Zakaj? Tisto, kaj pride, a če ne, še boš. Je, ni. Nekaj mi pravi, da to ni njuno prvo nestrinjanje. Kako je lahko v prihajajočih tednih čim manj takšnih in drugačnih nesoglasij med pari vseh starosti, pa nam bo iz svoje domače karantene razložil naš korespondent Jan Krojcer. Živjo in lepo pozdravljeni vsi pari. Si že greste na živca? Nič hudega. Je pa zelo pomembno, da tega, kar v resnici mislite, nikoli ne poveste svoji boljši polovici. Še posebej, če je vaša boljša polovica ženska. Verjetno ste se v teh dneh že znašli v situaciji, ko vas nič hudega slutečega nenadoma zadane vprašanje. Se ti zdi, da sem se zredila? Iskren odgovor bi bil, normalno, da si se zredila. Kako se ne bi, skozi obajti in žreva. Zakaj misliš, da te objemam tako in ne več tako? Ampak bolnice so že zdaj prepolne, tako da predlagam malo bolj umirjen pristop. Sem ratala malo bolj debela, a ne? Mislim, ratala si taka, malo bolj zdrava. Ja, taka res zdrava. Čestitam, za las ste se izognili katastrofi. V karanteni se pogosto zgodi tudi naslednja situacija. Te cute štumfki. A sem ti že povedala, da mi jih je Tina prinesla iz Tajske? Mogoče ni Tina, niti štumfi, mogoče je majčka, mogoče je zgodba o kužku iz otroštva, mogoče je zgodba o špeli, ki jo tako zelo sovraži. Ni pomembno. Pomembno je, da v tem trenutku hočete zakričati ja, povedala si mi 3-krat, najmanj 3-krat. A lahko to naredite? Niti približno. Pravilni odgovor, enkrat pa si mi že povedala, ja. Ampak ni problema, lahko poveš še enkrat. Pa še ono pove v špeli. Zakaj to delamo? Eni iz golega preživetja, drugi dajo bajti mir, tretji pa, da lahko vse skupaj zglihamo v posteli. Saj tu ni nobenih problemov, ne? A že, ali kaj? Ja kaj, jaz bom spet izvisela. Ali bi se lahko bolj potrudil? Absolutno. A se mi da? Niti približno. Mogoče, če ne bi bilo enih in istih zgodb in vseh dodatnih kil. Zelo pomembno. Prepričajte se, da veste, kaj govorite na glas in kaj samo v svojih mislih. Avč. Ok, to pa je bolelo. Ampak bodimo iskreni, najverjetneje ste si to zaslužili. Če se slučajno znajdete v tej situaciji, vam priporočam, da ne obupujete. Pač pa da v novo pridobljeni tišini raje uživate. In pa da srečo v karanteni do nadaljnega vzamete v svoje roke. Se vidimo. Hvala Janu za nazorno ponazoritev. Za konec oddaje pa še dve novici, ki se tičeta zaljubljencev. Zaradi epidemije je marsikateri par moral prestaviti datum svoje poroke, med njimi tudi kazahstanski bodybuilder Jurij Toločko, ki se namerava poročiti s plastično lutko. Razlog za odpoved poroke je seveda varnost gostov, saj mlad par ni želel, da bi se z virusom okužila katera izmed družic. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.